Delavke in delavci ter njihovo delo so vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v poslanici ob 1. maju, državnem prazniku dela, poudarila, da so delavke in delavci ter njihovo delo vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu. Delo je vrednota, spoštljiv odnos do ljudi, ki ga opravljajo, pa nenadomestljiva vrlina, za katero se moramo zavzemati, je zapisala. Predsedniška palača 1. 5. 2023, sporočila za javnost poslanice. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v poslanici ob prazniku dela izrazila željo, da bi bil to praznik delavk in delavcev, katerih delo je spoštovano in visoko ovrednoteno, tako v duhovnem kot tudi v materialnem pogledu. Opozorila je, da moramo več pozornosti posvetiti delavkam in delavcem ter razmeram na delovnem mestu, kjer je izpostavila urejeno in neizkoriščevalsko delovno razmerje, spoštljive odnose, varno delovno okolje in pozitivno vzdušje. Predsednica republike je opozorila, da je nesprejemljivo, da nekateri ljudje kljub delu ne zmorejo dostojno živeti, in ob tem pozdravila napovedane spremembe, ki jih načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Vlado Republike Slovenije. Praznik dela praznujmo s pohvalo vsem delavkam in delavcem, ki so temelj družbe. Praznujmo ga tudi z zavedanjem in odgovornostjo, da moramo naposled urediti področje dela tako, da bo ljudem omogočalo dostojno, človeka vredno življenje, tako v času delovne aktivnosti, kot tudi po upokojitvi. In da med delavkami in delavci ne bo razlik, izhajajočih iz spolne ali katerekoli druge diskriminacije, ki bi v 21. stoletju morale biti že zdavnaj odpravljene, je v poslanici zapisala predsednica Pirc Musar. V nadaljevanju sledi poslanica predsednice Republike Slovenije ob prazniku dela. Poslanica predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar ob prazniku dela. Predsedniška palača 1. maj 2023. Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci, Slovenke in Slovenci doma in po svetu. Vsak od nas opravlja delo in z njim utrjuje temelje naše družbe, solidarne, vključujoče in raznolike. Delavke in delavci ter njihovo delo so vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu. Želim si, da bi bil 1. maj praznik dela, ki je spoštovano. Da bi bil 1. maj praznik delavk in delavcev, katerih delo je spoštovano in visoko ovrednoteno, tako v duhovnem kot tudi v materialnem pogledu. Ob vsem tehnološkem napredku, ki ga doživljamo v družbi hiperkapitalizma, nikoli ne smemo pozabiti na ljudi, brez katerih tega napredka ne bi mogli doseči. Genialne zamisli vizionarjev bi ostale le zapis na papirju, če ne bi bilo posameznikov in posameznic, ki bi jih znali razumeti, jih udejanjiti, nadgraditi. Zato si želim, da bi več pozornosti posvetili tem ljudem, ki so prepogosto skriti v senci prepoznavnih in vizionarskih posameznikov, in jim izrazili hvaležnost in spoštovanje. Oboje se najprimerneje odraža v urejenem in neizkoriščevalskem delovnem razmerju, spoštljivih odnosih, varnem delovnem okolju in pozitivnem vzdušju na delovnem mestu. Nesprejemljivo je, da ljudje garajo, ob koncu dneva pa si komaj privoščijo topel obrok. Nesprejemljivo je, da ljudje garajo 4 desetletja in več, v jeseni življenja pa životarijo ob robu družbe, ki jih vidi kot breme. Delo je vrednota, spoštljiv odnos do ljudi, ki ga opravljajo, pa nenadomestljiva vrlina, za katero se moramo zavzemati. Žal ji še vedno posvečamo premalo pozornosti. K izboljšanju lahko znatno pripomoremo z voditeljstvom, ki družbi iskreno želi prinesti napredek v civilizacijskem smislu. V slovenskem gospodarstvu je veliko menedžerk in menedžerjev, ki se tega zavedajo in postavljajo delavke in delavce na mesto, ki si ga zaslužijo. Tem sem še posebej hvaležna. Praznik dela zato praznujmo s pohvalo vsem delavkam in delavcem, ki so temelj družbe. Praznujmo ga tudi z zavedanjem in odgovornostjo, da moramo naposled urediti področje dela tako, da bo ljudem omogočalo dostojno, človeka vredno življenje, tako v času delovne aktivnosti, kot tudi po upokojitvi.
in da med delavkami in delavci ne bo razlik, izhajajočih iz spolne ali katerekoli druge diskriminacije, ki bi v 21. stoletju morale biti že zdavnaj odpravljene. Ob tej priložnosti tudi pozdravljam napovedane spremembe, ki jih načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Vlado Republike Slovenije. Pričakujem, da bodo področje delavskih pravic in pogojev dela izboljšale. Spoštovane in spoštovani, sprejmite moje iskrene čestitke ob prazniku dela. Želim vam lep in doživet državni praznik. Naj bo rdeči nagelj simbol družbenega razcveta, ki ga vsi potrebujemo.